Lepo pozdravljeni, spet je teden naokoli in spet je tu odmev tedna. Z nami tokrat komentira dr. Žiga Turk. Lepo pozdravljeni, dr. Dober dan. Turk. Dan. Teden je bil pester, poln nekih preobratov, ampak začel se je zelo pozitivno. Začnimo še mi. Recimo Primož Roglič, imeli smo začetek, športni začetek, vrhunski začetek. Primož Roglič je postal drugi najstarejši zmagovalec dirke po Kataloniji. Vse čestitke tudi z naše strani. In seveda naša planica. Domen Prevc in Anže Lanišek sta bila glavna junaka. Zdaj seveda Anže Lanišek je na letalnici v tej 46. sezoni svetovnega pokala prišel do svoje prve planiške zmage, tudi skok je bil fenomenalen, ampak naš največji junak je bil pa Domen Prevc, on je pa dosegel svetovni rekord, tudi tamle ima na smučeh napisano 254,5 metrov. Zdaj seveda mi smo bili evforični. Vendar, poglejte, pojavila se je spet razprava in zdaj bomo pokazali video oziroma komentar, torej športnega psihoanalitika, tako se gospod sam sebe naziva, gospoda Romana Vodeba. Poglejmo. Vse ima svoje meje. Do kdaj bomo mi dopuščali, da se bo ta svetovni rekord večal in pol se zgodi ta paradoks, da se trije na eni tekmi ubijejo. Kdaj bo folk zdaj znorel? Tisti, ki kritično mislimo šport, vemo, da polemika, koliko je etično, da te ubožce za spektakelsko kulturo, za šov, pošljemo gor na zaletišče in pol čim dlje let, da bomo mi ploskali. Peter Prevc je rekel, vi že navijate za nas, da bi šli čim dlje, ne? Pa so pa en razbil, pa noben ne bi bil kriv, ne bo kriv. To je Peter Prevc rekel, ko je bil lastnik svetovnega rekorda. Tudi v Planici je to ponovil. Torej, legitimno vprašanje, kajti že so se pojavile zamisli, da bi tudi planiško velikanko letalnico spet podaljšali. Enkrat je že bila malce, odskočišče je že bilo malce sanirano, popravljeno. Kaj vi mislite o tem? To je, seveda zdaj tole ni simpatično mnenje, ampak vendarle je pa legitimno vprašanje, do kam gremo. Kaj pa vem, ne? Človeštvo funkcionira pravzaprav pod geslom više, hitreje, bolje. Na vseh področjih poskušamo delati vedno bolj drzne stvari. Jaz mislim, da gospoda Vodeba bi lahko na FIS vzeli, torej na mednarodni organizaciji za smučanje vzeli za svetovalca, ker tam so zelo kritični bili ves čas do povečevanja letalnic, do letalnic nasploh, do planiških rekordov, do ambicije planice, da bi imela čedalje daljše polete. Praktično se celo življenje spomnim te borbe s FIS-o, kaj narediti za to, da bi naredili daljšo letalnico, ko sta brata Gorišek to originalno letalnico v Planici gradila, sta si izmislila matematični izgovor, ne, mi bomo zdaj spodnji radi naredili klotoidov, to je krivulja, ki začetka je zelo malo zakrivljena. Skratka, da sta zelo dolg ta spodnji radi naredila, da sta ugradila v elemente te letalnice to, da se jo je dalo povečevati. In je bila pred časom iz 165 metrov povečana na 200, pa potem zdajle praktično na 250. In kolikor sem jaz obveščen, je nekako pripravljena, da bi se jo dalo povečati na 300 metrov. Hriba zadaj je še veliko, ne? Mislim, da je precej odvisno od tega, kakšna bodo dovoljenja tudi v zvezi z obleko letalcev, ker precej vpliva na to, s kakšno hitrostjo na koncu pristaneš, koliko te obleka pravzaprav drži v zraku. Da človek lahko skače varno okrog 300 metrov, je bilo pa pokazano na tisti ekshibicijski tekmi oziroma poletu na Islandiji. Mislim, da je bilo to lani spomladi, ko so en hrib razmeroma na hitro predelali v eno veliko letalnico in je nekdo skočil, mislim, okrog 291 metrov. Ja. In tukaj je problem pristajalna hitrost, ne, sej dol leteti ni problem, pač če je dovolj hriba, ne, ampak s kakšno hitrostjo na koncu pristaneš in očitno to gre, tako da jaz mislim, da stvari bodo šle v smeri, da se bodo letalnice počasi daljšale.
Nikoli na nobeni tekmi se niso trije ubili, kot pravi gospod Vodeb. Bila je ena tekma enkrat v Planici, po mojem 20 let nazaj, takrat, ki je bila okrog 200 metrska ta letalnica, ko so Finci precej v iztek skakali, je tudi kdo grdo padel, se je tudi za enega pozneje izvedelo, da je bil pijan, pa da ni pravi čas tega poleta, kako bi rekel, skrajšal, ampak veliki napori se vendar vlagajo v to, da so stvari varne, in mislim, da je boljše povečati letalnico in omogočati potem varne polete 250, pa ekstremne, 280, kot pa zdaj poskušati tukaj še za pol metra, pa še za 1 meter podaljšati svetovni rekord, kar pa pomeni skakati vedno bolj v dno. In bolj, ko v dno pristaneš, imaš torej kot med poletom in ravnino pristanka je, bom rekel, če dalje bolj pravokoten in so večje sile na telo. Že ta je bila zelo upoden, on je praktično kot bi dol stopil, čisto do dna prišel. Je bilo skoraj konec hriba. Ja. Zdaj pa, če bi pa tam spodaj, ko bi rekel 5 metrov se skupaj poglobili, potem bi pa seveda dosti lažje bilo tak skok stati. Ja, sej ena od skakalnic je poglobila ta svoj poden, kot se reče. Planico so tudi poglobili, potem so jo na uni strani povišali. Mal je težava Planice, ker, kolikor jaz gledam, Vikersund je vkopan v hrib, tako da, če ga podaljšujejo, ne ustvarjajo tega, da letalci letijo, kako bi rekel, nad drevesi oziroma zelo visoko nad terenom, ne samo terenom skakalnice, ampak tudi ostalim terenom in je verjetno psihološko tudi tam lažje skakati. Poleg tega, da je tam zrak gostejši in gostejši zrak seveda pomeni, da obleka bolj pomaga, da cela ta aerodinamika boljše deluje in da so vse hitrosti so zaradi tega nižje. Tako da pogoje za rekorde ob enaki geometriji ima Vikersund bistveno boljši, hrib ima pravzaprav tudi boljši, tako da bo kje povečati Planico, jaz natančno ne vem, bi me pa zelo zanimalo, malo kot inženirja, malo kot nekoga, ki te polete spremlja že od otroštva pravzaprav. No, ampak recimo, ljudje si lahko, tudi sama sem si ogledala ta skok Kobayašija, torej tista skakalnica je bila v celoti narejena iz snega, to od skočišča je zelo strmo, ampak potem to do skočišča se pa vleče in dejansko on ni letel tako zelo visoko, ampak je ves čas nekako vzporedno s strmino letel dol. Tako da mogoče prihodnost je nekje po eni drugačni dimenziji tega skakanja in skakalnic. Ne, tam so našli hrib, to se da razmeroma dan danes dobro zračunati oziroma videti natančno, kakšna je krivulja leta ob trenutni opremi, ob trenutnem načinu skakanja, ob trenutnih smučeh, torej po kakšni krivulji skakalci letijo. Včasih je to, ne vem, če sta Goriška to delala ob Lovtku, se je dalo brati, da se je on postavil pred skakalnico in si postavil steklo med sebe in med skakalca in potem po steklu risal, da je lahko dobil nek vtis, po kakšni krivulji skakalci letijo, ker poskušaš narediti skakalnico seveda čim bolj vzporedno v tej krivulji. Kot sem že rekel, Vikersund je razmeroma nizko tam letijo. Zato tudi so tam ženske tekme, v Planici pa ne. V Planici pa letijo kar visoko, tam prvi del leta je kar, pravijo včasih nad drevesi. Jaz mislim, na Islandiji so našli nek hrib, ki ima naravno krivuljo, približno tako, kot dan danes ljudje z sodobno opremo letijo. In so to naredili. In dosti drugačnih profilov tudi, morebitne povečave Planice ali pa Vikersunda ne bodo mogli imeti. Torej, Planica bo še naprej, skoki, poleti bodo in še se bomo lahko veselili naših zmag. Jaz sem vesel, pravzaprav, jaz se spomnim, sem bil mehen, smo gledali tiste svetovne rekorde, ki je bilo 162, 163, 165 v Planici, takrat, ki je bila ta letalnica odprta in od takrat naprej je to en tak slovenski nacionalni šport in po športnikih in potem, da imamo naprave in potem, da smo nekje vodilni tudi v razvoju
infrastrukture in sem vesel, no, da se je ta rekord vrnil v Planico. Ja, Je bilo Planico. težko, ker Ja. se pravi, ima Vikersun dosti boljše pogoje za to. No, seveda, zdaj pa damo tale šport in te vesele dogodke na stran, pa gremo na domačo politično sceno. Zdaj, seveda, tule so se luštkano slikali, a ne, gospa Irgl, pa gospod Logar, pa Zrim, pa Breznik. Torej, to so ljudje na X-u, gospa Irgl pa to objavila, ne, so že ugibali, neka nova koalicija, nekako je vrgla tole bombo zdaj v ta medijski prostor, ampak dejansko so velika vprašanja zdaj, ali bodo predčasne volitve, o tem se veliko govori, komu bi koristile predčasne volitve in kaj je s temi 5 ustavnimi sodniki, zaradi katerih mogoče ne bo predčasnih volitev, ki naj bi se zamenjali konec oktobra, novembra in bi seveda ta koalicija rada pač vzdržala skupaj s temi strici iz ozadja, ki jim diktirajo. Kaj vi mislite? Ja, jaz tej sliki ne bi dal kakšnega večjega pomena. Jaz mislim, da je poskuša pokazati, no, da bivši kolegi iz SDS-a niso vsi čisto med seboj skregani. Ne? Skratka, vsaj Logar in Irglova z Breznikom niso skregani. Meni se zdi to pravzaprav za politiko fino, no, da kljub temu, da se poti ločijo, da ne ostane na nivoju nekih osebnih zamer, kakšna težava. Imate povsem prav, ne? Imenovanje ustavnih sodnikov je velik motiv za to, da neka koalicija ostane skupaj. Mi imamo izrazito spolitizirano ustavno sodišče, tudi na tem ustavnem sodišču poskuša levica vzdrževati svoj monopol, je to ena od močnih vzvodov, ki lahko prepreči tudi morebitni zmagi desnosredinskih strank, da bi karkoli od svojega programa uresničile, ker za silo sposoben pravnik lahko ob ustrezni večini seveda na svojem sodišču napiše argumentacijo, da je protiustavno tako rekoč karkoli, kar bi naredilo to državo majčkeno bolj dinamično oziroma tudi gospodarsko majhno bolj uspešno. Te novice o morebitnih predčasnih volitvah so se pojavile okrog 1. aprila, tako da jim jaz nisem dal prevelike teže. Tudi se mi zdi, da ima zdajle Golob občutek, da je vknjižil nekaj zadetkov, ne, oziroma da je naredil nekaj reform. V resnici so to antireforme, gredo v smer, ki je pravzaprav nasprotna tisti, v kateri bi reforme morale iti, ampak neke stvari vendarle so uspeli neke stvari spisati, jih bodo nesli v parlament in tam je še vedno večina, ki bo za to stvar dvignila roke. Je pa to izgubljena priložnost, ker ob taki večini bi se dalo narediti kakšne stvari, ki bi bile pa res koristne. Ker v bistvu je tako, ne, da Golobove reforme, pogojno rečeno reforme, so take. Narekovaj, velike narekovaj je treba dati. Ampak take so, da recimo sprejete so zdaj, ampak izvajati jih bo morala pa naslednja vlada. Kar pomeni, da bi bilo njemu mogoče celo zanj bolje, da ne bi on bil nov predsednik vlade, ker bo moral svoje reforme v praksi izvajati in to bo res katastrofa. Ne. On zdaj dela nastavke za neko novo vlado, nekega novega predsednika, ki se bo znašel v teh reformah, v tem kaosu, v zmešnjavi. Ja, imate prav, ne. On zvito premeteno ta pozitivne vidike teh reform poskuša poskuša spraviti še v svoj mandat, ne, recimo tisto tako imenovano božičnico za upokojence, s katerim poskuša kupiti upokojenske glasove. Tisto bodo dobili takoj, ne, medtem ko učinki kakšnih drugih reform, tiste v zvezi z upokojevanjem ali pa zdravstveni zakon, bodo pa začele delovati, ko bo neka druga vlada oziroma vsaj po volitvah. Tako, ne. In to je, rekel, tega smo pravzaprav pri politiki navajeni, ne, da glasove kupujejo, ne, in to je eden od problemov globokih, širših, resnih sodobne demokracije, da ko imate vi državo, v kateri 50, 60, 70% vsega ustvarjenega ta država prerasporeja, skratka nekomu vzame in nekomu drugmu da, ne, oziroma najprej vzame, potem pa da nazaj, je seveda politika motivirana za to, da si skozi to prerasporejanje glasove kupuje. In
izrazit primer takega kupovanja glasov je prav tale vlada, ki pod izgovorom, da je, ne vem, socialna, sočutna, empatična, da skrbi za stanovanja, za reveže, za ne vem koga še vse, pravzaprav jemlje manjšini in daje večini. Ja. Ta večina jo bo potem izvolila na naslednjih volitvah. Pa najprej je vse ukinila, kar je že prejšnja vlada sprejela, in zdaj nazaj uvaja, ne, prav ta dodatek, ta božičnica pri upokojencih, ta je res smešna. Ne. Najprej ukinejo in zdaj spet nazaj in so oni ti rešitelji. Seveda, ne, ampak midva se spomniva, da je to dala že prejšnja vlada, da je potem ta vlada ukinila in da so tile dali nazaj. Ne. Nek povprečni upokojenec bo pa samo spomnil, zdaj sem pa dobil v narekovaju Golobovo božičnico. S tem, da moram jaz kar povedati, da to licitiranje, kdo bo komu več dal iz državnega proračuna, ne iz svojega osebnega denarja, ampak iz državnega proračuna, mi ni čisto nič všeč, ker na koncu je treba, veste, imeti da se pokriti s tako velikim kotrom, kot si ga lahko plačaš. No? In ne bomo v tej državi prosperirali, če se bomo ukvarjali s tem, koliko komu dati, namesto da bi se ukvarjali s tem, kako čim več narediti, kako čim več zaslužiti. Deliti je enostavno, oziroma ne, dosti lažje, kot pa ustvariti premoženje, kot pa ustvariti dodano vrednost. No in ena od teh bomb reformskih je bilo zdravstvo, seveda. Sprejeta je bila novela k zakonu o zdravstvenem zavarovanju. 50 glasov je bilo za, 50 jih je podprlo to, 7 proti. Torej zdaj oni pravijo, da bodo ločili zasebno in javno zdravstvo, torej ljudje, ki delajo zdravniki, pa tudi drugi mogoče v javnem zdravstvu, ne bodo smeli delati pri zasebnikih, to so te glavni poudarki. Tisto, o čemer so se na nek način prepirali, je bilo to, kam koncesionar lahko vloži neke presežke, prihodkov nad odhodki. A ne? Torej, kaj se bo zdaj zgodilo z našim zdravstvom? No, najprej, kar se teh koncesionarjev tiče, ne, to je ena taka češnja na tej gnili torti neumnosti, te tako imenovane zdravstvene reforme, v kateri se izkaže, kako bi rekel, eno tako brutalno, nagnusno nerazumevanje, kaj pravzaprav to sploh koncesija je, oziroma neko tisto sovraštvo do zasebnikov, ki je mogoče bilo v taki obliki tam leta 45 do 50 v tej državi prisotno. Ne. Iz tega, da koncesionar ne bi smel imeti dobička, izhaja ena taka predstava, ne, da so ti koncesionarji nekaj tazga, kot, veste, včasih so bili kralji, ne, sončni kralj, in je potem svojim zvestim podanikom, prijateljem dal kakšno službo, ki je. Ne, rekel, no, te bomo dali pa službo, da boš, ne vem, sodnik tam pa tam, ali pa da boš upravitelj te in te province in tako naprej. Boš imel za to dobre zaslužke, dobro plačo, ker si moj prijatelj. Evo, ne, s temi službami so si kralji kupovali prijateljstva, ne, in podporo. In tem ljudem se zdi, da ko so dali nekomu koncesijo, ne, da so temu zdravniku, zobozdravniku neko posebno milost izkazali, ki mora biti zdaj posebej hvaležen, ne, in mu lahko tudi rečejo, da ne sme imeti dobička. Ne, koncesije so zato, ker enostavno javni sistem, državni oziroma javni, če rečemo, pač ali občinske ali državne ustanove, niso bile sposobne, ne morejo vsega podelati ali pa niso učinkovite pri tem, in se država nasloni oziroma se zdravstvena zavarovalnica nasloni na to, da da nekomu koncesijo, ki bo potem popravljal zobe, recimo. Ne. Kar je itak na nek način neumnost, ker če smo midva zavarovana, če to zavarovanje vključuje na primer popravljanje zob, ne, potem bi v normalnem sistemu imam problem z zobom, grem k nekemu zobozdravniku, mi naredi plombo, in potem zavarovalnica to plača. Je ta zobozdravnik v državnem oziroma občinskem zdravstvenem domu, ali ima tako imenovano koncesijo, ali pa čisti zasebnik, to je povsem nepomembno. Ne? In tisto, kar se potem pri celi tej zdravstveni reformi kaže, je, da te države oziroma te vlade zdravje ljudi
sploh ne zanima. Njih ne zanima, da bi ljudje čim hitreje, čim lažje prišli do zdravnika, da bi zdravniki naredili čim več posegov, pregledov, operacij, plomb, če hočete. Njih ne zanima, da bi bilo to čim ceneje, da bi zavarovalnico čim manj stalo. Njih zanima zaščititi en del tega zdravstva, ki je občinski oziroma ki je državni. Poskrbeti za to, da bodo ti imeli dovolj pravzaprav dela, sredstev, denarja. Tudi zato, ker tukaj zadaj lahko neka taka mala teorija zarote, ker ko javne oziroma državne zdravstvene ustanove kupujajo material pri teh dobaviteljih zdravstvene opreme, je jasna statistika, da so dosti manj občutljivi, kar se cen tiče, oziroma preplačujejo, večino tega preplačujejo, za razliko od zasebnikov, ki seveda ne preplačujejo, ne vem, stolov v zobozdravstveni organizaciji. Torej, ta razlika med prihodki in odhodki na račun tega, da ni te korupcije, če čisto odkrito rečemo. Da ni pretiranih zaslužkov. Pa vračanje denarja nazaj. In v tej reformi, tako kot je postavljena, ni niti enega ukrepa, ki bi vodil k temu, da bi zdravstvo naredilo več. In tisto, kar bi, si jaz predstavljam, vlado moral zanimati, je, kaj bomo naredili, da bo zdravstvo naredilo čim več, da bo nek zdravnik pregledal čim več ljudi, da bo neka zobozdravnica naredila čim več plomb. A je v javnem sektorju, skratka, da se bo v Sloveniji naredilo čim več plomb. No, ampak poglejmo, še eno čudaštvo. V nasprotno smer gre ta ukrep. Ta ukrep zdaj prepoveduje, da bi kdo še popoldne kakšno plombo, ki je zvrtal, oziroma da bi popoldne kdo koga pregledal. Najbolj zaskrbljujoče je pa to, da ko so vprašali ministrico za zdravje, pa imate vi kakšne analize, koliko bo zdaj manj teh pregledov, koliko ljudi bo šlo iz javnega sistema ven, koliko se bo dostopnost do zdravstva zmanjšala zaradi vsega tega. Rekla, pravzaprav ne vemo, koliko je, ampak upamo, da ne bo preveč. Mislim, to je grozljivo, to pomeni, da je politiki vseeno, bodo ljudje ostali brez zdravnika ali ne. Važno, da bo to zdravstvo prave barve in da bo po možnosti organizirano tako, kot je bilo organizirano v socializmu. No in še eno čudaštvo se je skazalo. Med poslanskimi vprašanji je gospa Jelka Godec tole izpostavila. Ste v času te vlade naredili drugačen sistem, da danes ne pride 4. pacient na vrsto, če se 3. odloči, da pač ne bo več čakal, ampak tisti, ki je zadnji v vrsti. Jaz ne vem, kje imate problem s tem, da ljudje namesto da čakajo 6 mesecev, pridejo na vrsto hitreje, vsi ostali pa pridejo v tistem roku, ki jim je bil tudi podan. Lejte, recimo 4 so v vrsti, 3. gre ven iz vrste in zdaj pride 4. pred 1. Pa a se je njim zmešalo. Jaz tudi pravzaprav ne razumem, kje je ta logika. To, kar je pri tej zadevi pravzaprav najbolj zastrašujoče, je, da pravzaprav predsednik vlade sploh ne razume, zakaj gre. Namreč, zadeva je naslednja. Vi imate eno dolgo vrsto ljudi, ki čakajo na nek pregled. In recimo, da zdaj 3. reče, jaz pa ne bom več čakal, grem k zasebniku, ali pa 10. reče, jaz pa ne bom več čakal, grem k zasebniku. In zdaj je res, da če imate vi vrsto 200 ljudi, pa gre eden ven, da morate vi tem 200, ki so odzadaj, vsem spremeniti datum, pomakniti datum mečkano naprej. In to je veliko dela, lahko je neučinkovito, lahko ljudje nimajo več časa in tako naprej. In namesto tega, da bi 200 ljudem popravil datum, ali da bi bil tisti termin neizkoriščen, pač od odzadaj enega daš na prvo mesto. Zapolniš tisto mesto. Nek smisel v tem je, da ne spreminjaš datumov 200 ljudem, ampak da se tega prvič Golob ne razume, da je to zaradi tega narejeno, pa zato, da tisti termin ni prazen. Racionalno bi bilo pa to narejeno tako, da bi ljudje imeli okviren datum, pa bi dobili 14 dni pred pregledom točen datum, v tem primeru pa ne bi bilo treba 200 poslati novega datuma, ampak bi samo pač 14 dni prej, en teden prej te datume nekdo zračunal. Tako da hvaliti se pa s tem, kako je to super rešitev. Pa v čem je problem? Sploh ni
v tem trik. Trik je samo v tem, da ljudje dobijo datum, da ne se, ne vem, leta 27, ne vem, 19. aprila ob 9:20 nekje zglasijo. Ne? Leta 27 danes dobijo ta datum. V tem je slabo. Jaz mislim, da umetna inteligenca bi to naredila v 30 sekundah za vseh 200. Nobene umetne inteligence ne rabite, to bi lahko v nekem Excelu zadevo vodili. Ne? Imaš datum okvirno aprila 27 po tem sistemu, kot tale vlada deluje, potem a boš pa 20. aprila ali bo pa vmes kdo šel k privatniku, pa bo že 5. aprila. Pa bo kdo umrl, ne, mogoče. Pa nekaj drugega. Tudi tega bo vedno več. Ja, sigurno. Pa je to žalostna šala. Še eno poslansko vprašanje je odprlo neko temo, o kateri tudi vsi vemo, da praktično, da je tako, kot je, to pa je seveda plačna reforma. Poglejmo. Skoraj nihče ni zadovoljen, razen vodstvenih delavcev. Policisti, učitelji, zaposleni v zdravstvu, ti se počutijo izigrani in opeharjeni predsednik vlade. Nekateri pa so zaradi ukinjenih posebnih dodatkov dobili celo manj. No in poglejmo, kako je odgovoril predsednik vlade na te opeharjene, ki se zdaj počutijo slabo. Pozivam vse tiste, ki se počutijo zaposlene, da se jim je osnovna plača kakorkoli znižala ali pa da ni njihova osnovna plača danes nad minimalno, da se obrnejo neposredno na Ministrstvo za javno upravo. Ja, poslušajte, pa saj so se vsa leta vračali na to ministrstvo, tu spet ne vemo, je to zdaj neko novo ministrstvo, je to. Ja. Tukaj spet vidimo, da Golob nima pojma. Ne? In nevarno imeti predsednika vlade, ki nima pojma. Ne? To, kar je on rekel, pravno formalno je točno isto, kot če bi rekel, pritožite se na tramvaj komando. Ne? Ja. Vi imate neko pogodbo o zaposlitvi, na tej pogodbi zaposlitve imate neke točke, imate kakšna bo plača, ne? In Ministrstvo za javno upravo, razen če ste v službi na Ministrstvu za javno upravo, nima s to vašo pogodbo nič. Vi imate taka in drugačna sodišča, kjer se lahko pritožite, da z vašo plačo nekaj v redu. Ne? Imate svojega delodajalca, ki se mu lahko pritožite pravno, formalno, da z vašo plačo nekaj ni v redu. Ne morete se pa pritožiti na tramvaj komando in ne morete se pritožiti na Ministrstvo za javno upravo. Lahko oni sicer izvajajo neko terapevtsko funkcijo, ne, da se vi tja pritožite in vas oni to lažejo in vam razlagajo in tako naprej, oziroma da oni ugotovijo, kakšno zmedo so naredili, morda s kakšno napačno potezo. Ampak pravno oni niso stranka v tem postopku. Pravno z mojo plačo, ki sem v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo nima nič. Jaz ne morem nobenega pravnega akta narediti, lahko jim pa telefoniram, pa jim se jokam in pritožujem. Če bo kdo dvignil slušalko. In mi oni, kako bi rekel, terapevtski klic. Ja, ampak zdaj, ko omenjate svojo plačo, se tudi univerza, fakultete, mislim, njih je tudi v veliko stisko spravila ta plačna reforma, ker praktično bo ves denar porabljen zdaj za plače, pa še tega bo zmanjkalo, ne? Ja. A veste, težava je taka, ne, da tukaj je država rekla, da moramo imeti drugačne plače, se mečkeno zvišale, to je res, ampak ni pa dala denarja za te plače. Ne, denar je pa potem znajdi se. Ne, in to se v neki urejeni državi ne moreš to tako delati. Ne. Ja, res je. In nekatere fakultete na Univerzi v Ljubljani, kolikor slišim, gredo v rdeče številke in so že ambicije, kako bi tistim fakultetam, ki niso še v rdečih številkah vzeli, pa jih dali tistim, ki so v rdečih številkah. Ne. Čisti socializem. Samo zato, ker eni pač mogoče na tehniki ne znamo tako dobro z denarjem delati, pa skozi hočemo imeti nekaj malega zaloge za slabe čase. Ne. In bodo potem fakultete šle v neko tržno dejavnost, mogoče, in jim bodo pobrali ta denar, bo rekli, ja, kaj ste šli v tržno? Kaj pa zdaj to, ne? Tiste fakultete, ki imamo nekaj več sredstev, imamo zaradi tega, ker se trudimo in delamo tržno dejavnost, ampak tudi delamo tržno dejavnost preko fakultete. Ne. Se pravi, če jaz ali pa moji kolegi na gradbeni delajo kaj za trg, izstavi fakulteta račun. Ne. Če delajo pa kolegi, ne vem, ne me za jezik držati, ampak se mi zdi večinoma na pravni fakulteti, imajo pa nek svoj zaseben inštitut. Ne. Če gredo iz glasbene fakultete nekam muzicirati komercialno,
ne izstavi račun fakulteta. Ja, torej Ne, in še marsikje drugje, bom rekel, profesori delajo za svoj račun, ne pa za račun fakultete. In seveda, če je za račun fakultete, fakulteta od tega nekaj vzame. Torej, še eno področje, to je spet eno čudaštvo, ampak naslednje čudaštvo je pa tole, ne, da je Nacionalni preiskovalni urad ovadil 3 posameznike pa eno pravno osebo zaradi tega nakupa Litijske, ki se je zgodil dobesedno na Silvestrovo, ne, ampak pa se med temi ovadenimi ni bila ministrica, ki je to podpisala, Dominika Švarc Pipan, pravzaprav ni bil niti finančni minister, ki je dal iz rezerve čez noč v bistvu na Silvestra en ta velik denar, ne. Kako si lahko to razlagamo? Da je gospa Švarc Pipan na pravi strani zgodovine. Če se mečkano pohecam oziroma povsem resno. Ne. Jaz sem bil tudi ovaden kot minister za neke poteze, za katere se je kasneje izkazalo, da je bilo vse v redu oziroma je tožilstvo samo umaknilo. Oziroma se je umaknilo iz sodnega postopka že. Ampak takrat sem bil pa ovaden jaz. Niso bili moji podrejeni, ki so vse te dokumente pripravili, tako kot v tem primeru, ne? Ampak sem bil jaz na koncu podpisan. Ne? Tukaj je bila pa gospa Švarc Pipanova podpisana, ampak njej se pa ne bo zgodilo nič. Ne? To je malo v smislu tiste šale, the butler did it, ne? Se pravi, služabnik je naredil, služabnik je kriv. Izpeljal, ja. Bilo je v zvezi s tem veliko razburjanja, ljudstvo hoče kri, ne, in jim bodo vrgli neke uradnike, ki so verjetno izpolnjevali želje politiki. Ja. Torej, ali je zdaj Nacionalni preiskovalni urad prav očitno postal orodje politike? En indic za to je prav gotovo velikanska želja te politike, da je na čelo tega urada postavila svoje ljudi. Takrat, ko se politika zelo intenzivno ukvarja s tem, kdo bo na čelu policije, je to zelo jasen znak, da se ne moremo zanesti, da bo ta policija delovala nepristransko. In spomnimo se prvih mesecev oziroma prvega leta mandata vlade Roberta Goloba, kakšni pritiski so bili na policijo, ogromna depolitizacija se je zgodila, pa še ni bilo dovolj in je morala gospa Bobnar za to oditi. Tako da škoda, da v take ustanove, kot je policija, ki na teh spodnjih nivojih odlično funkcionira in se nimamo državljani kaj pritoževati nad nekimi temi povprečnimi policisti, ki nas haklajo tamle za prometne prekrške in podobno. Ne. Ampak na vrhu si je pa ta oblast, ta sistem preveč podredila, da bi lahko povsem zaupali v njegovo nepristranskost. In predvsem si je podredila medije. Ne? Namreč mediji ne zastavljajo tega vprašanja. To je praktično nepojmljivo. Ne? Mogoče še takoj po osamosvojitvi bi vendarle vsak normalen vprašal, ne glede na to, iz katerega medija je, kaj pa ministrica, ne? Saj sami ste omenili svoj primer izpred mnogih let, ne? Vsak bi se to vprašal. Zdaj pa mediji pa ne vemo, vrtijo to, da so 4 ovadbe in tako naprej, ampak kdo je bil ovaden? Vratar, snažilka, receptor, neki ljudje, ki niso podpisali nič. Ovadeni so bili uradniki, ki so po svoji službeni dolžnosti stvari delali. Uradniki, kolikor se jaz spomnim, sem bil minister, nikoli ne dajo iniciative oziroma ni uradnik tisti, ki prinese ministru, ne, ampak je od ministra dol pride, mi bi pa zdaj kupili, mi bi pa zdaj to, mi bi pa zdaj ono in potem uradniki speljajo. Ne. In včasih dobijo tudi uradniki kakšen namik, kaj naj speljajo oziroma kako naj speljajo. Tako da to je absurdno, no, da do tega pride. Mediji so pa, kot se temu zdaj reče, depolitizirani in Robert Golob razložil Tanji Starič enkrat naravnost, kaj je bil namen te depolitizacije, da pač ta vlada in ti mediji stojijo skupaj na isti strani zgodovine in se borijo proti tisti napačni strani. In še rekel je, saj vi veste, to se pravi, so bili dogovorjeni. Ne? No,
Ja. Kakorkoli je pa treba povedati, ko sem slišal tole na poročila o tem na nacionalni televiziji, so povedali dejstvo, da ministrica pa ni bila ovadena. Tako da vsaj to so povedali, niso pa tega problematizirali, in tudi niso rekli, da dali vedeti, da bi bilo s tem lahko karkoli čudno ali pa narobe. Ali pa, Niti niso nič komentirali. Meče pa to, torej, veste, državljani, ko gledamo, koliko se ljudje držijo zakona nasplošno, koliko je zaupanja v pravno državo in v to, da se je treba približno tako vesti, kot je prav. To vzdušje je pa odvisno od takih stvari. Je pa odvisno od tega, ali državljani imajo občutek, da živijo v neki državi, kjer se pravzaprav vse lumpe preganja enako, ali pa živijo v neki državi, kjer je mogoče nekomu vse dovoljeno. In se temu primerno potem tudi sami obnašajo, včasih, ko imajo priložnost kaj narediti, za kar mislijo, da jih ne bo nihče zahaklal. No in zdaj že vemo, da bo referendum kajti podpisi so zbrani, referendum o teh izjemnih pokojninah kulturnikov, da to bo predvidoma 11. maja. To se pravi, to vprašanje, ki tu nastane, je, da lahko ta masa ljudi, prej smo govorili o predčasnih volitvah, vendarle mogoče preide na drugo stran, prevaga to tehtnico v smer velikega nezadovoljstva zoper vladajoče. In dlje, ko bodo odlašali z volitvami, huje bo. Kaj vi mislite o tem? No, prav gotovo se ne strinjam s tem zakonom, s katerim si vlada poskuša kupiti glasove sicer maloštevilnih, ampak glasnih in v javnosti prepoznavnih obrazov, tako da jim bo dajala dodatke k pokojnini, ki gredo lahko na koncu letno v milijone. Mi smo šli zdaj, oziroma vlada je šla zdaj delati nekakšno pokojninsko reformo. Zakaj je šla delati? Zato, ker denarja za pokojnine zmanjkuje. Zato, ker denarja za pokojnine zmanjkuje, ker je treba približno za 1/5 tega denarja zagotoviti iz državnega proračuna, skratka iz drugih virov. Denarja za pokojnine ni, hkrati pa pokojninski blagajni nalaga nove obveznosti, da bo iz te iste pokojninske blagajne, za katero denarja zmanjkuje, plačevala te dodatne pokojnine. Kupovanje glasov. No in poglejte, takole... Kako bo s tem referendumom, bomo videli, koliko je nezadovoljstva resničnega, nekako situacija ob tej polni zaposlenosti, ob nekakšni rasti plač, ob zapletenem mednarodnem položaju, se mi zdi, da je pa vendarle taka, da so ljudje, da to nezadovoljstvo ravno ni tik pod vreliščem. No, ampak poglejmo, kako je pa pomembno tukaj reči, treba iti na ta referendum in biti proti temu. Ja. Bila je razprava na eni od komercialnih televizij med gospodom Hoivikom in Asto Vrečko. Poglejmo najprej prvi del, kako je gospod Hoivik razložil, kaj se dogaja. Hvala vsem državljanom, državljankam, ki so podpisali to pobudo, preko 47 000 jih je. To dokazuje, da imajo dovolj te arogance Golobove vlade, dovolj arogance stranke Levica, ki je sprejela pravzaprav mikrozakon pred pokojninsko reformo. Danes beremo, da niti tega ne uspe ta Golobova vlada podpisati. Famozno je včeraj predsednik vlade na Facebooku napovedal, kako bodo uvedli tako imenovano božičnico v višini 150 € za vse upokojence. Poglejte, Asta Vrečko pa je tukaj uzakonila 10-kratnik te božičnice in ne samo enkrat letno, ampak vsak mesec. Govorimo o dodatkih med 1200 in 2400 € iz državnega proračuna. In kaj je najbolj sramotno je to, s 1. julijem se uvaja nov davek za dolgotrajno oskrbo. Torej, navadni upokojenci v narekovajih, ki ima, 1000 €, bo plačal 10 €. Tisti kulturnik, ki bo prejel te dodatke, bo plačal ta prispevek samo od svoje pokojnine, torej ne od dodatka. Hkrati pa se mu bo ta dodatek, govorimo med 2000 in 3000 € vsak mesec, izredno in redno usklajeval. In to je norčevanje
iz upokojencev, norčevanje iz državljanov Republike Slovenije in temu je potrebno reči dovolj. No, ne bi mogli bolje povedati, ne? To je vse je res. Za nameček še, da dobijo zdaj ta dodatek tisti, ki niso vplačevali prispevkov. To je največji problem tega naše pokojninske blagajne, da se plačuje nekaj, kar ni bilo in ljudem, ki niso vplačevali. Tako bogatega nagrajevanja nekih svojih izjemnih, pa niso vsi tako izjemni, nekih izjemnih posameznikov ni nikjer. En tak zelo približen izračun bi lahko pokazal, da bi lahko kdo med njimi v svojem življenju dobil $500 000 evrov. Ne. To je polovica Nobelove nagrade. Ne. In krog teh prejemnikov je lahko reda velikosti 100-200 ljudi. Ne. Imamo mi v Sloveniji, se pravi 100-200 ljudi, 50-100 Nobelovcev. Kdo je Dončić med kulturniki, da si to zasluži? Torej, tukaj gre za kupovanje naklonjenih glasov. Vemo, da kultura in prosveta je njihova osveta in računajo, da bodo za to dobili njihovo javnomnenjsko podporo, da se bodo ti ljudje podpisovali pod razne peticije, ki pomagajo zdaj tej vladi, ko bodo v opoziciji, bo seveda teh peticij še veliko več in bodo seveda ono drugo vlado pljuvale. No pa gospod Hoivik je upozoril še na eno politizacijo, to je upravni odbor Prešernovega sklada, ki je pravzaprav tudi na nek način vse to omogočil. Poglejmo. Vi ste spolitizirali prvi v zgodovini Republike Slovenije, ko ste za predsednico upravnega odbora Prešernovega sklada nastavili Zdenko Badovinac, vašo kandidatko za evropsko poslanko lanskega leta. To je direkten primer, kako si stranka Levica predstavlja strokovnost, merila in tako naprej. Poglejte, ne bodimo naivni, tukaj si je Asta Vrečko postavila po svoji presoji upravni odbor, med njimi naprimer v strokovni komisiji je tudi gospa Maja Smrekar, naprimer ta dobitnica na plakatu in se pravi, ti ljudje bodo odločali posredno tudi o teh visokih dodatih med 1200 in 2400 evrov vsak mesec. Hkrati pa, poglejte, to je bistveno, hkrati pa vlada uzakonja zdaj 150 evrov letnega dodatka in ta dodatek bo komaj pokril davek na dolgotrajno oskrbo, povišan obvezni davek za zdravstvo in povišan RTV prispevek, za katerega je tudi ministrica sama trdila, da z novim zakonom ne bo višji. No, seveda ne. Lejte, kako se nam je zgodilo, da neka Asta Vrečko, o kateri nihče ni nikoli nič slišal in konec koncev neka obskurna stranka Levica z nekimi ekstremnimi levimi idejami, preživelimi nekim marksizmom, da kako se je zgodilo, da nam zdaj te osebki vladajo in delajo take reforme? Lejte, oni bodo rekli, da so Prešernov sklad oziroma odbor Prešernovega sklada depolitizirali. Ker oni depolitizacijo razumejo tako, da nastavijo na ustrezna mesta ali v Prešernov sklad ali na RTV svoje ljudi. Če si lev, če si na pravi strani zgodovine, to je depolitizirano. Ona druga stran, desno-sredinska, to je pa politizacija. Tako da je to povsem v smislu depolitizacije, torej isto kot na RTV, in jaz se bojim, da oni tega sploh ne razumejo, da oni to res verjamejo, da je to zdaj res depolitizirano. Sicer je pa gospa Vrečko vzela svojo funkcijo resno in dela usluge svojim prijateljem, komorkoli pač more na vsaki točki. No in zdaj poglejmo tole pokojninsko reformo. Ne? Dejansko tudi ta je ta teden enostavno bil ta dogovor podpisan sa strani socialnih partnerjev. Zdaj v tem smislu je gospodarska zbornica in obrtno-podjetniška sta nekako dosegli, da se niso povečale prispevne stopnje za gospodarstvo. Ne? Pričemer so nekako jim rekli, so se zavezali, da ne bodo kritizirali tega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Ne? To je spet neka vezana trgovina. To je, kar se pa tiče prispevka za dolgotrajno oskrbo, ne, pa s 1.7., kot je tudi povedal gospod Hoivik, in to vsi vemo, začnemo plačevati 1%. Ne, recimo, če je povprečna penzija, recimo dobro 1000 evrov, ta plača 10, kdor ima 2000, plača 20 evrov na mesec
In nihče sploh, pa tudi od plače, od neto, nihče ne ve, kaj bomo za to dobili, kje se bo to izvajalo, kakšni bodo kriteriji. To mi kar pobiramo nek denar vnaprej. Ja, zdaj najprej ste omenili gospodarsko zbornico, tudi obrtno zbornico. Jaz sem vsakič posebej razočaran, kako plašno se ti dve zbornici, pa tudi kakšen klub podjetnikov in tako naprej, kako plašno se te organizacije zavzemajo za podjetnike. Na koncu izpade, da mogoče ena pa pol opozicijska stranka v zvezi s tem še poskušata kaj narediti, se izpostavljata, med tem, kot da bi bil med podjetniki nek strah, da če bodo preveč robantili, jih bodo pa še bolj privili. In ta strah je do neke mere upravičen, ker vsak podjetnik posebej je tako ali drugače odvisen od države, nekateri od kakšnih subvencij, drugi se bojijo kakšne inšpekcije, ki se vsak hip lahko pojavi in zagrani poslovanje, tudi če je vse v redu. Skratka, želel bi si, da bi tukaj tisti, ki morajo predstavljati gospodarstvo, ki predstavljajo tisti del Slovenije, ki služi, ki producira, ki ustvarja dodano vrednost, ki je v bistvu edini neto plačnik davkov, da bi bil bolj glasen in da bi se glasneje postavili za to, da bi lažje delali, da bi več naredili, da bi bilo v državi več denarja in bi potem za vse te potrebe bilo tudi več sredstev. Kar se tiče dolgotrajne oskrbe, ja, ne vemo natančno, ali bodo to lahko porabili ali ne, ali so programi ali niso, ali so storitve ali niso. Beremo, domovi za ostarele so prazni, ker ne morejo dobiti ljudi, ki bi za ljudi za ta denar skrbeli. Tako da, ampak 1% bodo pobrali ta denar, ne bo ostal brez skrbi, ga bodo že nekam porabili, zato ima ta vlada, torej za deliti denar, za zapravljati ima ta vlada veliko sposobnost. Temu zdaj pravijo pokojninska reforma, to je spet ena zamujena priložnost in tukaj jaz nikoli ne predvidevam nikamor kandidirati in lahko povem, kar si o tej pokojninski reformi res mislim, ne da bi licitiral, kako bi nekdo moral dobiti več denarja in kako bi morali mi manj delati pa več denarja dobiti, kar je pravzaprav žalostna politika. Veliko strank, tudi kakšna na desni, se kdaj znajde v poziciji, da bi dajala, ali pa da bi se zavzemala za to, da bi ljudje manj delali, ne skrbijo pa kje zaslužiti. Ta pokojninska reforma je en majčken obliž na veliko težavo slovenskega pokojninskega sistema, ki se trenutno kaže v tem, da za 20% pokojnin zmanjka denarja. Skratka, ni teh vplačil od teh, ki trenutno delamo, dovolj, da bi krili pokojnine tistih, ki so upokojeni. Kje je denar, ki so ga vplačevali v pokojninski sklad tisti, ki so zdaj v pokoju? Nihče ne ve, v bistvu so ga sprot porabili, pa tudi prispevne stopnje niso bile prav velike, tako da včasih, ko se kdo pritožuje, pa sem celo življenje dela in tako naprej, pa imam tako majhno pokojnino, če bi šli mi sešteti, koliko je pa plačala ta oseba v pokojninski sklad, vprašanje, če se to pokrije. Ampak skratka, težava je v tem trenutno 20% primanjkljaja v pokojninski blagajni, demografsko se bo pa situacija samo še slabšala. Zdajle je večina baby boom generacije še zaposlena, se bo pa zdaj v kratkem upokojila, kar pomeni, da se bo razmerje med tistimi, ki delajo in tistimi, ki so v pokoju, še poslabšalo. Dodatno bi zdaj mogla biti situacija bistveno boljša, ker je praktično polna zaposlenost. Kdor želi delati, najde službo. Teh prispevkov prihaja v blagajno veliko, in je težava. Kakšna težava bo čez par let, še dosti hujša in jo tale reforma ne bo pokrila. In namesto, da bi se vlada ukvarjala s tem, kako zadržati več ljudi v zaposlitvi, kako poskrbeti za to, da bodo ljudje, ki so stari med recimo 50 in 65 let, med 55 in 65, da bi več od njih bilo v službah, da ne bi vsi nekako silili v upokojitev. V zvezi s tem ta reforma ni naredila nič. Mogoče bi bilo treba enostavno premakniti upokojitveno starost. Pametne države
so ob pokojninskih reformah poskušali vezati upokojitveno starost na pričakovano življenjsko dobo. Tako da, kolikor ljudje dlje živijo, toliko se daljša ne čas, ko si v pokoju, ampak čas, ko delaš. Ne? In to potem prinese neko vzdržnost tega pokojninskega zavarovanja. Nobenih načrtov ni bilo v zvezi s kakšnim drugim, tretjim stebrom, v zvezi z motivacijo ljudi, da bi tudi sami kaj naredili za svojo pokojnino, da bi sami varčevali. Nobenih spodbud ni, sploh k varčevanju kar tako, ne, sej tako varčevanje pomeni, da so razviti neki kapitalski trgi, sej to je kapital, ne. Kapitalizem take stvari vzpostavlja. Recimo, ne, država bo delala celo stanovanjsko shemo, bodo gradili neke tisoče stanovanj, ne, spet včasih, tudi v Sloveniji pred vojno, pa v kakšni urejeni evropski državi še vedno, so pokojninski skladi tisti, ki financirajo gradnjo stanovanj, ne, zdajle imajo denar in potem bodo iz teh stanovanj dobivali najemnine in iz teh najemnin plačevali pokojnine. Ves tisti čas, ne, se pravi, zdajle ljudje plačujejo prispevke, zdaj zgradiš stanovanje in ta stanovanja bodo v funkciji naslednjih 50 let, ko bodo ti ljudje šli v pokoj. Nič od tega se ni zgodilo, samo neke, bom rekel, drobne malenkostne spremembe in telovadba s številkami okrog let, ki se upoštevajo in odmernih odstotkov. In ta božičnica, ki vrne tisto, kar med letom pobere, to se pravi ta odstotek pokojnin. Ja, veste, ampak to je zelo spet premeten način. Ne? To, ko ljudem pomečkano nekaj jemleš, nihče ne opazi. Ne? Potem, ko pa dobiš 150, ne, to bodo pa vsi opazili in to je, bom rekel, z vidika prilizovanja ljudem, kupovanja volivcem, zelo pameten ukrep. Ne? Podobno kot tiste izjemne pokojnine. Ne? Sej, noben od nas ne bo opazil, da zaradi tega smo plačali par evrov več davkov. Ne? Ampak ene parih bo pa zelo veselih in tisti zelo veseli bodo zelo glasni. No, seveda pa je bil poseben dan tudi sreda, a ne? Zdaj, če greva na globalno raven, predsednik ZDA Donald Trump je uvedel carine. Pravzaprav nihče ne ve dobro, kaj bo ugibanje ogromno, če gledamo te tuje televizije, ne? Ampak tako v celoti je 10% na vse uvoženo, potem 20% na izdelke iz Evropske unije. Komentatorji so že opazili, da za Rusijo, Belorusijo ni nič, ne? Seveda to pomeni, da se na nek način tudi ti ukrepi proti Rusiji, Belorusiji in drugim malce ampak proti njim so itak sankcije. So sankcije, ja, no tako, ker so sankcije. No, ampak zdaj skratka, kaj točno bo to pomenilo za Slovenijo, ker kajti do zdaj, ne, tako lahko beremo, so tisti izvozniki, ki imajo recimo vino ali pa karkoli pač izvažajo, že toliko napolnili skladišča v Ameriki, da so se malce ognili, da so pred 3. aprilom pravzaprav že tja prepeljali, tako da mogoče do jeseni še ne bo nekih učinkov. Kaj vi menite? Ti ukrepi so skregani za vsako ekonomsko logiko in jaz se strinjam, mislim, da je Piers Morgan nekje rekel, da ta zadeva je ali totalno nora oziroma butasta, ali je pa nekaj genialnega zadaj, česar mi povsem ne razumemo. Jaz se bolj nagibam k tej prvi možnosti. Je torej način zdravljenja, kako se je Trump tega lotil, kot rečeno, je tak, da bo težko imel dobre učinke. Je pa za razumeti, zakaj poskuša nekaj narediti. Namreč Združene države Amerike imajo približno 1800 milijard dolarjev letnega proračunskega primanjkljaja oziroma tam 5-6%, včasih tudi 7% bruto domačega proizvoda. Recimo evropske države imajo tam maastrichtski kriterij, mora biti pod 3. Ne? Zadolžene so 110-120% svojega GDP-ja. Evropske države so zadolžene oziroma je tam spet neka meja 70-60%, tukaj nas poskušajo držati. Ne? Skratka, ameriška država več troši kot porabi in do zdaj je to zadevo pravzaprav servisirala tako, da se je zadolževala. Zdaj pa to zadolževanje čedalje več stane in je tudi Trump prišel do tega, da bi bilo dobro mečkano poskušati stvari uravnotežiti. Skratka, ukrep ni toliko namenjen temu, da bo Amerika uravnotežila trgovinske bilance, namreč
ti procenti, ki oni pravijo recipročne carine. Ne? To ni recipročna carina, to mi dva razumemo, če jaz vam dam, če vi mene carinite 20%, bom jaz vas carinil tudi 20%. Ne? Ne, on je pogledal, oziroma oni so pogledali, kakšen primanjkljaj, kakšen deficit ima Amerika s Kitajsko, ne? In so potem za polovico tistega procenta, skratka, če Američani iz Kitajske, 60% več uvozijo, kot na Kitajsko izvozijo, so rekli, ok, Kitajcem bomo nabili carine za polovico od 60, to je 30%. Ne? In matematično drži, da če na ta način carine postaviš, da bi se te stvari znale izenačiti. Kup enih neracionalnosti oziroma nekih ovir to postavlja v mednarodno trgovino, zmanjšuje produktivnost, zmanjšuje kako gospodarstvo funkcionira. Uvaja birokracijo, zdaj te ladje stojijo. Birokracija ravno tako, ampak njegov problem je proračun. Ne? In on je v bistvu s tem uvedel nov davek. Ves čas je obljubljal, da ne bo novih davkov, ne? To je res carina, ampak v resnici je to davek. Tisto, česar ne vemo, je, ali ga bodo plačali Američani, torej, če bodo Evropejci rekli, ne, mi bomo zdaj pač tole, mi vam prodamo, recimo slovensko vino, če smo do zdaj prodajali po 10 evrov buteljko, bomo še naprej prodajali po 10 evrov buteljko, sam vi boste plačali še 20% carine zraven, ne? Ali pa bo ameriški uvoznik rekel, čakajte malo, te vaše buteljke so na naših policah, $12, ne? Jaz jih hočem imeti še vedno po $12, ste mi jih sposoben dati za 8, da bom jaz 20%, da bom jaz lahko plačal 20% carine. Torej, ni povsem jasno, kdo bo to carino plačal, kar je na nek način zvit ukrep, ker pomeni, da jaz sem prepričan, da vse te carine ne bodo plačali ameriški potrošniki, ne? Nekaj jo bodo sigurno, vse pa ne, kar pomeni, da bo ameriški proračun se polnil pravzaprav za davki, ki jih bomo plačevali drugje po svetu. Je pa velika nevarnost, da bo to povzročilo eno veliko recesijo, ker se bo kar naenkrat vse to kroženje blaga, ki se je dolgo časa vzpostavljalo in zdaj lepo teče, prekinilo. Ne? In veste, zakaj mi uvažamo pa izvažamo stvari? Zato, ker nekdo drug naredi, tele čevlje, cenej, kot bi jih naredili v Sloveniji. Oni so izvozili. Mi v Sloveniji naredimo nekaj drugega cenejše, kot tisti, ki delajo čevlje. In boriti se za to, da imaš z vsako državo posebej izravnano bilanco, je v bistvu posebej noro. Ampak veste, kaj je še bolj grozljivo, ne? Da recimo, če se vprašamo, in to tudi predsednik vlade, mislim, da rekel včeraj, kaj mi lahko njim obdavčimo, ne? Zdaj, če mi gremo na to, da bomo pa Google in vse te velikane obdavčili, to je tako upeto v naše poslovanje, vsa ta umetna inteligenca, mi v Evropi je sploh nimamo, se mi tega sploh ne moramo. Tukaj gre za nekaj drugega, ne? Jaz sem povedal, kaj se bo zgodilo morda z vinom, ne? Da bo ameriški uvoznik rekel, dajte nam cenej, ali pa dajva si midva to carino na pol razdeliti. Ne? Če bomo mi nabili davke na Google, pa na Meto, pa na vse te, ne? Te bodo to pa v celoti na evropskega potrošnika prenesle. Ne? Tam evropski potrošnik ne bo zdaj rekel, zdaj pa ne bom jaz več imel ne bom dajal oglasov na Facebook, ali pa ne bom imel na Facebooku oglasih, ali pa ne bom več uporabljal. Preprosto ni alternative. Ne? In mi bomo, torej, evropski potrošnik bo imel dražje storitve, pri ameriškem pa, kot rečeno, ni povsem jasno, kdo bo koliko od tega plačal. Ne? Ja. Torej, bomo videli, oni napovedujejo tudi inflacijo na ameriškem trgu, recimo, če gledamo te prve odzive, ne, vzameš izdelek, to je iz Vietnama, bo plus 34%. Tole je... Predvsem, jaz mislim, da ameriški srednji in nižji razred bo to kar prizadelo, ker so navajeni tam res poceni kupovati to kitajsko plastično robo za vse mogoče stvari. In neka inflacija iz tega bo, glede na to, da ima Amerika pa lokalno hrano, lokalno energijo, lokalno proizvodno nepremičnin oziroma gradnjo, so pa mogoče ugotovili, da prav preveč tega ne bo, ampak mi smo včasih rekli, se spomnim, ko smo na Ljubelju čakali v vrsti, ne, ker nas je tam čakala jugoslovanska carina, smo rekli svina carina. Ne. In to je res, ne, to je dejstvo, da so carine nespameten ukrep, ampak in tudi znak,
neke gospodarske nemoči države. Ne? Država, ki je gospodarsko v težavah, se poskuša s carinami rešiti. Ne? In zdajle je pač Amerika tam. Ne? Pred 50 leti je bila pa Jugoslavija tam. Ja. In mogoče bo spet velika. Mogoče. Bomo videli, ne? Pustimo. Tudi jaz ne bi dal roke v ogenj, kako hitro so sposobni tudi kakšne izjeme še narediti, oziroma koliko od tega bo zdržalo, koliko od tega ne bo zdržalo, koliko je bilo važno samo, da se on pojavi na televiziji. In da je to pogajalska pozicija, to strašenje. Pogajalska pozicija, oziroma bomo videli, ali bodo ti signali iz Wall Streeta, iz borz vztrajali, če bodo dovolj močni. Se mi zdi, da Trump ni oseba, ki bi iz inata vztrajal na neki neumnosti. Signali so ki pa je neumnost. Trenutno je zadeva padla. Mogoče bo tudi kdo od njegovih prijateljev s tem zaslužil. Bomo videli. Ja. Dobro, gremo spet na domače dvorišče. A ne? Zdaj, zgodilo se je tole spet, tudi ta teden iz Povšetova, iz zapora, je spet pobegnil nekdo. Ne? In zdaj ta nekdo, ki je pobegnil, menda je imel celo pomočnika, ta, ki je bil zaprt, je bil v tako imenovanem uklonilnem zaporu, ker ni plačal ničesa. In zdaj pa je, pravijo strokovnjaki, ne, če je on pobegnil, pa plača tisto, kar je bil dolžan, bo pravzaprav ta, ki mu je pomagal, lahko dobil 3 leta zapora, ta, ki je pobegnil, pa ne bo šel več nazaj v zapor. Torej, poglejmo zdaj, kako je pravni strokovnjak Miha Šepec povedal o tem pobegu iz zapora. Zagotovo ne sme biti sporočilo, kadrovsko in finančno smo podhranjeni, zato bomo spuščali zapornike, da pobegajo iz zapora. Torej, to zagotovo sporočilo ne more biti. Sploh, če gre za resno kaznivo dejanje, recimo uboj, fizično nasilje, posilstvo, kaj podobnega, tam se moramo pa resno vprašati, kaj se dogaja v naših zaporih, da te ljudje kar pobegnejo, zbežijo, pa se jih potem niti ne najde. No, res, kaj se dogaja, ker predtem pa je pobegnil nekdo, ki je nekoga ubil. Kaj se pri nas dogaja? Jaz se spominjam oddaj oziroma poročil, kako so tudi v zaporih kadrovsko podhranjeni, ne, oziroma kako manjka teh, kako se jim reče, paznikov oziroma teh pravosodnih policistov oziroma tega kadra. In to pa je, ne, pri zaporov v Ameriki poskušam, ampak zapore pa ne morete privatizirati. To pa je nekaj, s čemer bi se vlada morala ukvarjati. To pa ne more nekdo drug delati. To pa ne morete dati nekomu koncesije za zapor. Ne? In tukaj bi pa morali poskrbeti vlada, da bi bilo dovolj policistov v zaporih. Ne pa, da se ukvarja s tem, da bo dovolj zdravnikov v tejle sobici, v tej stavbi, ne, da ja ne bodo v uni drugi stavbi delali istega dela. Pa Bog ne daj, da bi še kaj... Sploh pa, Bog ne daj pa, da bi bili bolj učinkoviti od občinskih oziroma državnih ustanov in bi si potem to razliko izplačali, ker bi to metalo slabo luč na une državne in občinske ustanove, kako oni slabo delajo, da ima tukaj en zasebnik lahko pravzaprav za isto storitev pa dobiček. Ker ne daje korupcije nazaj, ne daje za nakup opreme, ne vrača denarja. Ne vemo zakaj, ampak prav gotovo v slabo luč spravlja zasebnik s koncesijo, ki ima dobiček, občinsko oziroma državno ustanovo, ki dela za izgubo. Isto stvar. Torej, sporočilo... To nam tudi pove, koliko bi mi lahko zdravstvo pocenili, če ga bi bolj privatizirali, ker potem bi zavarovalnica pogledala pa rekla, čakajte, v povprečju ena plomba zobna ne stane toliko, kolikor jo mi plačujemo za to, ker so javni neučinkoviti. Lahko mi mečkan znižamo to. Ne? Pa bi mečkan znižali, pa bi pa videli, kaj bi se na trgu zgodilo. Ne? Ali bi po tej ceni šlo ali ne bi šlo. No, tudi nasilje med mladostniki je bilo to ta teden na naslovnicah pravzaprav medijev in dejansko je grozljivo. Ne? Torej, to se je zgodilo že pred nekaj časa, da praktično mladostniki izsiljujejo, ponižujejo svoje vrstnike. In poglejmo, kaj je povedala gospa Leonida Zalokar, učiteljica v zvezi s tem. V Sloveniji ni učinkovitega sistema, ki bi že v zgodnjem obdobju tovrstna vedenja, ravnanja otrok, ki se že kažejo tudi v vrtcu, ustrezno prepoznal in jih vključil v ustrezni program pomoči. Tega v Sloveniji ni.
Torej, kakšna so ta sporočila? Sej vseeno, če sem zaprt, itak pobegnemo, ker ni policistov. Sej vseeno, ker tukaj konec koncev tudi ni bilo nekega bistvenega ukrepanja v daljšem obdobju, do zdaj, šele potem, ko je bilo to medijsko izpostavljeno. Kdo je tukaj kriv? Kaj bi morala storiti država? Meni tukaj pride na misel tista tema, ko smo se pogovarjala o Litijski oziroma o Dominiki Švarc-Pipan, pa še o kakšnih drugih stvarih. Ne? Da je pač v tej državi svoboda. Ne? In da se svoboda z velikim S. Ne? In da se ljudje če dalje bolj svobodno obnašajo, da ni nobenega reda, da ni nobenih avtoritet, da se na vsaki točki avtoriteto poskuša ljudem jemati na kateremkoli področju, nihče več ničesar ne ve, nihče več ničesar ne zna, nikjer nikomur ne smeš ničesar reči. In to, kako bi rekel, dviga eno kulturo nereda v državi. Kulturo nereda, ki se pokaže ob Litijskih ali pa ob tistih računalnikih ali pa ob kakšni drugi lumpariji okrog te vlade, nereda, da ne moramo ugotoviti, a je bila kraja identitete predsednika vlade v Romuniji ali ni bila. In ta klima potem se slabša in v tej klimi seveda tudi mladostniki, otroci funkcionirajo in so čedalje bolj svobodni. Z velikim ali pa z malim S, kakor hočete temu reči. Včeraj je na Tarči nekdo dobro rekel, če bi bil učitelj Boki Batina, tako kot je bil takrat, ko sem jaz hodil v šolo, ne, pa verjetno, ko ste vi tudi, ne, potem bi bilo lahko malo drugače. Ampak ker imamo sistem, ko ne smeš, niti torbe ne smejo otroku pogledati, ko ne smeš, ne vem, nekoga nazijati, po domače povedano, v šoli okregati, ko hodijo starši z odvetniki na govorilne ure in poskušajo otroku zvišati oceno, potem ne moramo pričakovati, da bo kaj boljše. Ne? In potem krivimo pa za to telefone in podobne stvari. Ne? Zaradi telefonov so stvari posnete, če ne bi bilo telefonov, bi se pa dogajale, samo posnetkov ne bi bilo. Tako. Ampak problem je odpoved, odsotnost avtoritet, odsotnost tega, da kakršnakoli resnica, kakršnokoli pravilo resno velja. To je produkcija kriminalcev, ki potem itak so v zaporu ali pa niso. Ne? Mislim. Tudi, a so koliko veliki kriminalci, ne, oziroma koliko, bom rekel, koliko elastično bodo upoštevali pravila in zakone, ne, ko bodo odrasli, bomo videli. Ne. Ja. No, še eno čudaštvo, da tako rečem, ali pa mogoče neka novost, za katero nismo vedeli, je bila opažena ta teden, to pa je dopis v zdravstvenem domu Tržič v albanščini. Ne? Zdaj, jaz ne znam albansko, če bi želela se pozanimati, to tudi za mene, kaj velja, ne bi mogla, sploh bi rabila nekoga iz Albanije, da bi mi to prebral. Ne? In seveda podpisan je primarij dr. Istok Tomazin, on pa je dejansko vodja tu in praktično je on, mogoče pravijo, slabo prebral zakon o rabi slovenskega jezika, ki bi ga, tako pravijo, ne glede na izobrazbo moral poznati. In so ga seveda že prijavili inšpekciji in mu grozi kazen od 3.000 do 40.000 evrov. Zdaj, spet smo pri zdravstvenem domu, spet smo pri zdravnikih. Torej, kaj se zdaj dogaja v teh zdravstvenih domovih? Imamo prevajalca za albanščino. Kaj se dogaja? Kako se ljudje znajdejo? Sej, mislim, da ne gre samo za zdravstvene domove. Ne? Dejstvo je, da pošteno povedano, če ne bi bilo v Sloveniji Albancev, bi bila demografska situacija še dosti slabša. In bi bilo število rojenih otrok, najmanjše v zgodovini, še dosti slabše. Albanci so tukaj, ker so tukaj delovna mesta, za katere drugih kandidatov ni. Smo veseli verjetno, da so prišli, da se ukvarjajo z gradbeništvom, verjetno tudi z nego v domovih za ostarele, in še kje drugje. Albanci so ponosen narod, zaveden narod. Govorijo v družinah albansko, ta jezik je čisto drugačen od slovanskih jezikov.
prihajajo otroci v šole z slabim znanjem slovenščine, prihajajo ti ljudje v zdravstvene domove brez znanja slovenščine in jaz si predstavljam, da ta direktor je v težavah, ne? Tukaj bodo ljudje prišli, nekaj jim moram povedati, slovensko ne znajo, kaj naj naredim. Ne? Jaz mislim, da smo mi nekje drugje naredili napako, da nekako ne znamo prav prepričati, motivirati Albancev, ki v Sloveniji so, ki smo jih sprejeli, ki so očitno bili dobrodošli, da bi se naučili, kako v naši družbi funkcionirati, kako nek minimalen nabor slovenskega jezika obvladati, ker bo tudi za njih boljše. Ti otroci bodo imeli v šoli težave, lahko da so brihtni, lahko da je z njimi vse v redu, ampak če slovensko ne bodo znali, bodo imeli težave pri vseh predmetih, razen pri matematiki, pa verjetno še tam. Ne. Ampak ženske so doma in se nimajo kje naučiti praktično, ne? Ženske so doma, tudi zato imajo več otrok, ne? In na koncu, veste, evolucija izbere svoje, izbere tiste, ki so sposobni večji mladi rod preživeti. Ja, dobro, zdaj ta evolucija pa ni delovala na področju teh pobitih po vojni. Namreč 80 let se bliža, zdaj kmalu bo čez en mesec od konca druge svetovne vojne in mi še vedno nismo dostojno človeško pokopali vseh teh pobitih naših sonarodnjakov. Tu med njimi je veliko drugih, ampak tudi ogromno Slovencev. Tule so ti iz Macesnove Gorice, kamor jih je ta komunistična zverinska oblast pometala in jih skrila za dolgo obdobje let. No, potem so bili odkriti in oni še vedno so zdaj te kosti v nekih gajbicah. To je pravzaprav nagnusno. To je pravzaprav težko gledati. In zdaj jih selijo iz komunale Kočevje, jih selijo spet nekam v Škofjo Loko. To je prvovrstna svinjarija. Ljudje smo postali civilizirani takrat, ko smo začeli pokopavati svoje mrtve. In začeli smo pokopavati, oziroma vse civilizacije so svoje mrtve pokopavale nekje v bližini kraja, kjer so živeli, v opomin, v spomin. Se mi zdi, da predvsem in tudi zato, da bi jih ti mrtvi, ki so tam blizu, spominjali, da smo mi, ki smo živi, most med temi mrtvimi pa med našimi otroki oziroma med vsemi tistimi, ki niso rojeni, da skratka peljemo nek duh, neke ideje, kulture, civilizacije naprej, da to prenašamo iz roda v rod in to je pravzaprav tista bistvena prednost ljudi pred živalmi, da pri nas vsaka generacija nekaj več ve, kaj pa vem, lisice pa lovijo skozi isto, oziroma ni nobenega napredka pri tem, kar delajo. In zato je ta kultura, da so mrtvi vedno v središču, tam, kjer so živi. Pokopališča so zraven mest, ne nekje v 10. deželi. In to, kar se dogaja med in po vojno, predvsem po vojno pomorjenimi, je v popolnem nasprotju za vsako civilizacijsko normo. In civilizacijska norma ni, da imajo grob in da so nekje zagrebeni in pokopani, ne vem, v Škofji Loki ali pa v Mariboru. Ampak to so ljudje iz Ljubljanske pokrajine, kjer je bilo tega revolucionarnega nasilja daleč največ. In ti ljudje bi morali biti pokopani v središču Ljubljanske pokrajine oziroma v središču Slovenije, bi morali biti pokopani v Ljubljani, tudi v opomin in v spomin na tiste dogodke, zato da so ti dogodki pred nami, da se jih spomnimo, da bomo vedeli, da jih ne bomo nikoli ponovili, ne pa da jih poskušamo zataškati nekam v komunalo ali pa nekam v Škofjo Loko ali pa nekam v Maribor, kjer so imeli popolnoma drugačne razmere in pogoje v času druge svetovne vojne in kjer je bil kakšen izdajalec, res izdajalec oziroma nemškutar za razliko od poštenih slovenskih fantov tlele iz Dolenjske in iz Notranjske. Tako da to je poskus, kako odložiti ali pa zavedno odložiti vzpostavitev groba teh žrtev v Ljubljani
usluga županu Jankoviću, ki se temu upira in povsem nespremljivo in anticivilizacijsko. Še enkrat, ne, mrtve imamo ob sebi zato, da nas spominjajo na nekaj. Zaradi tega, ker so tudi takrat, ko so ljudstva grobove začela torej pokopavati ljudi v grobove, ki so bili stalni, ne, takrat so potem zemljo teh grobov tudi branila, takrat se pojavi potem država oziroma teritorij kot nekaj, kar so ljudje branili. Ne. Ampak zdaj spet sprašujem, prej smo za Asto Vrečko, sploh ne vemo, kdo je bila, kaj sploh je ta gospa, ampak kdo je Zoran Janković, da si to dovoli, da sploh lahko reče, ne bomo pokopali. Odkot se je on sploh vzel? On je ljubljanski župan in tako stališče mu kupuje ljubljanske glasove oziroma mu omogoča, da on v Ljubljani počne, kar že pač počne, neke stvari so koristne, neki zaslužki, ki jih ima pa krog okrog njega, pa verjetno ne tako zelo, s tem si on kupuje, kako bi rekel, politični mir. Jaz resno dvomim, da ima Zoran Janković kot človek, ki je rojen v Srbiji, kakšno zelo močno stališče o teh dogodkih, izkorišča pa to politično. Ampak ima taka oseba eno vest, človeško vest? Težko sodim, ampak veste, na nek način je odnos do tega konzistenten z odnosom do zdravstva. Ne? V zdravstvu ni prioriteta, kako čim več ljudi ozdraviti, kako čim več ljudi rešiti pred smrtjo, kako čim več ljudem odložiti smrt z medicinskimi posegi. Ne? Ampak je cilj neka ideološka čistost zdravstva. Ne? In to kaže na nek odnos do življenja, do dragocenosti življenja. In tukaj ravno tako. Ne? Pač ta občutek, kaj je pomembno, kaj je dragoceno, umanjka na področju zdravstva in umanjka na področju pokopa žrtev. In to je konzistentna politika, bi težko rekel, da bi bilo čudno, če bi bilo drugače. občutek, ampak nekdo, ki ni sposoben tega pokopati, ne, mu je vse eno, a bo nekdo 2 ali pa 5 let prej umrl, ker ne bo prišel pravčas do zdravnika. Ja, no, skratka, zdaj, da se dotaknemo, spet bomo prišli na Ljubljano. Začnimo pri zemljevidu železniških prog. Tam, namreč na začetku tedna so mediji objavili, da seveda projekt Starline pač povezuje učinkovit železniški sistem in je ključni del strategije zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida, in seveda so vsi opazili, da Ljubljane tule ni na tem učinkovitem sistemu hitrih železnic, kako bi bila, se praktično imamo železnico Franca Jožefa, no, ampak vendarle, potem je bila pa 1. aprila vest, da so nas uvrstili, samo jaz tega nisem mogla preveriti, še zdaj nimam novega zemljevida, ne vem, ali je to res ali ne, torej to, in tudi dvomim, da bi nas kratko čez noč, ker bi nekdo rekel, joj, pozabili ste nas. To je pač zemljevid. Ljubljane ni. Na tem zemljevidu železnic lahko bi bilo bi spodobno, ker se toliko borimo za nek zeleni promet, vendar pa mi seveda učinkovito gradimo železniške postaje. Ne? Gospa Alenka Bratušek je v zgodovini seveda znana po tem, da je prodala letališče, pa Adrio Airways, skratka, ona se na infrastrukturo dobro spozna in zdaj gradi te zelo drage železniške postaje. Pravijo ljudje, strokovnjaki, da so precenjene. Kaj vi menite o tem, o teh naših železnicah? Kam gre to? No, najprej, kar se tistega zemljevida tiče, me to spomni na tisto izjavo Roberta Goloba, da je Slovenija otok, in mi res postajamo prometni otok sredi Evrope na točki, ki je pravzaprav zelo interesantna. Nas hiter železniški tovorni promet gre okrog po Pontebanski dolini oziroma čez Koroško, po drugi strani gre južno od Slovenije, torej Budimpešta, Zagreb, Reka. Avtocestno postajamo otok, ne zato, ker ne bi imeli avtocest, ampak zato, ker so tako zakolonjene oziroma toliko je zastojev, da se prevozniki izogibajo
prevozom skozi Slovenije. Slišim, da če je prevoz skozi Slovenije, mednarodne špedicije zaračunavajo čas ne več kilometrov, kot je to običajno, ker nikoli ne veš, koliko časa boš čakal. Mi zaradi ideoloških razlogov ne zgradimo tretjih pasov, postavljamo jim vse mogoče ovire, presoje vplivov na okolje in tako naprej, kar v drugih državah ni praksa. Na temle zemljevidu, ne vem, a bo tunel pod Jadranom, da bo šla ta železnica iz Zagreba direktno v Rim, ne, si predstavljam, da bo vendar šla čez Ljubljano in Benetke, ne. Bratislave tudi ni, ampak to je tako rekoč predmestje oziroma čisto blizu Dunaja. Nekdo je tlele, nekje Slovenije ni bilo zraven, da bi opozorila takrat, ko se je ta zemljevid delal, ker to je, kako bi rekel, to je PR. Ne? To so zdajle lepe sanje, ki jih nek direktorat v Bruslu mora demonstrirati, da nekaj dela, pa pride s takim zemljevidom vsake toliko časa in bi bila majhna težava tamle narediti Dunaj, kaj je tamle spodaj, Bolonija ali pa kaj tacga, ne, skratka, tamle okrog neko povezavo narediti. No. Tako da, seveda bi pa to terjalo en resen razmislek, kaj mi s temi železnicami mislimo, ali jih mislimo graditi ali ne, ali je Slovenija tako poseljena, da bi s tem rešili kakšne prometne zagate in s takimi hitrimi železnicami kakšne prometne zagate znotraj Slovenije. Včasih imam občutek, da ima ministrstvo pač denar in potem išče, kje ga bi lahko porabilo, ne, in se jim zdi, ok, pa dajmo rajš eno veliko železniško postajo narediti, tukaj bomo lažje dobili različna gradbena dovoljenja in lokacijska dovoljenja itd. Je le na majhnem prostoru, če bi bilo pa treba, če bi želeli delati hitro železnico, bi bilo treba parametre, torej predvsej bolj naravnost bi moralo iti po domače povedano, zavoj bi morali biti za večjimi radiji, torej nove trase, kar pomeni umestitev v prostor nečesa čisto novega, s tem je pa več delati, tega pa ne bomo, ampak ne. To me malo spominja tudi na to, da Dars namesto, da bi kakšno nov odsek avtoceste, ki je naredil perfektna postajališča delajo oziroma parkirišča, protihrupne ograje z nekakšnim nadstandardom in tako da. Skratka, nekaj prčkajo, ne, da porabijo tista sredstva namesto, da bi naredili kaj večjega. Ne. No, ampak prav Dars, ne, prav ta teden je bila ena močna nesreča, neko vozilo se je vnelo, nek kamion je gorel, menda da so 16 ur je bil dolg ta zastoj, poslušajte, se je to noro. In zdaj vprašanje, ki se meni takoj vedno porodi, ker pač veliko potujem, tudi vi sigurno vozite v tujini, Italija, pa tudi Nemčija imajo v avtocestah možnost, da to ograjo, ki je med pasovoma, vsake toliko časa odprejo in tam skozi bi eventualno spustili te ljudi, ki so bili ujetniki zdaj te prometne nesreče in tega gorečega kamiona, da bi odprli in jih po oni strani spustili, da bi obšli. Še posebej, ker je bil nek dojenček baje v nekem inkubatorju. Torej, jaz ne morem verjeti, kako je to možno, da jaz ne vem, tega ne znamo. Prav včeraj sem spet gledala praktično od Vrhnike do Ljubljane je neprekinjena ograja ves čas. Ne moreš jo nikjer odpreti, vsaj začasno. Zakaj se to dogaja? In to je tehnično vprašanje, ni problem samo ograja, morate imeti tudi vmes toliko poasfaltiran, da se da čez voze. Poasfaltiraš, ko gradiš avtocesto, narediš ta pas. Dejstvo je, in to imate prav, ne, da če se nekdo načrtuje, da bo šel, ne vem, iz Dunaja v Rim z avtom, da je edina negotovost, koliko časa bo rabo skozi Slovenijo, ker nikoli ne vemo, zdajle se bo tudi poletna sezona začela, lepši vikendi, to bo spet vse stalo med Ljubljano in tamle Logatcem ali pa še naprej. Težava je po mojem mnenju, torej drugje, ne, in to je, da so naše avtoceste razmeroma ozke in če pride do nesreče, ko je nesreča, rabaš prostor, da odstranjuješ tiste posledice, pomagaš ljudem, ki so udeleženi in tako naprej. Če je cesta ozka, celo širino porabiš za to. Ne. In tudi zato bi bilo fino, da bi mi naredili 6 pasovnice,
ker potem se pa skoraj vedno da, bi vsaj en pas, če ne dva pasova, sicer z manjšo hitrostjo, okrog tega mesta nesreče se dalo narediti. Tudi varnejše so 6-pasovnice, težje pride do teh nevarnih situacij. Nekaj pa tudi kultura vožnje, kar spada pod tisto svobodo oziroma svobodnost, razpuščenost v Sloveniji. Takoj, ko se pripelješ čez slovensko mejo, se ti odzadaj v prtljažnik pojavijo ljudje, za katere greš prepočasi. Se ti pojavijo na prehitevalnem pasu ljudje, ki jim ni dovolj, da gredo 90, ampak morajo prehiteti z 95 tistega, ki vozi 90. Tako da je tudi kultura vožnje k temu nekaj prispeva. In polet bomo samo čakali, kje se bo kdo zaletel brez potrebe na primorski avtocesti. No, in zdaj končajva z Ljubljano, seveda spet pri železniški postaji, to je zdaj smo na temo vlakov. Zdaj železniška postaja ima v Ljubljani se gradi. Tole je pravzaprav še tista starejša, bom rekla Franc Jožef, ki je bila potem prenovljena in oglasil se je arhitekt Marko Mušič, ki pravzaprav protestira in ne more verjeti, kako je mogoče, da bo v tem novem projektu, to bo zdaj spet nek tivolski bazen, tako pogledno rečeno, neka grozna konstrukcija, kje bomo mi izgubili zdaj ta prekrasen vhod. Res, da ga je njegov urad, njegov biro ga je posodobil, ampak res mi kar vse povprek podiramo in se vpraša človek, ali ima naš župan sploh kakršenkoli občutek, da do kulturne dediščine, ne nazadnje to kopališče Ilirija je pač zdaj izginilo, tale postaja bo tudi nek nov mastodont, kot da bi brisali, da črtno brisali zgodovino te prestolnice. Da malo povežem teme, ne? Ja. Dokler on ne bo dovolil pokopati žrtev revolucije v Ljubljani, lahko dela s postajo ali pa z Ilirijo ali pa s čemarkoli, kar hoče. To je to. Je pa, to, kar se je zgodilo z Ilirijo, je brutalno. Tisti kolos na meji med Tivolijem in centrom, na najbolj prometnem križišču. To je zgodovinska stavba, stara skoraj 1849 je skoraj 200 let, ja. 175 let. V vsakem mestu, ki nekaj da na svojo preteklost, in tukaj spet pridemo na to, da kulture, civilizacije vlečejo energijo, vlečejo sporočila, vlečejo modrost, izkušnje iz svoje preteklosti in postavljajo spomenike tej preteklosti, pa naj bodo to grobovi ali pa naj bo arhitektura, zato da jih opominja na to in ustvarja to stalnost. Mi pa imamo do tega pač odnos, kakršnega imamo, potem se pa pritožujemo nad napisi v albanščini v zdravstvenem domu. Kje je rešitev iz tega, da nam nekdo rojen v Soroarcih ali karkoli že to je, ki najbrž nima take železniške postaje, dobesedno iz projekta v projekt uničuje arhitekturno dediščino? Ne vem, vse, kar lahko naredimo, je, da se tisti, ki nam je tole mar, ki se nam zdi, da je in korpus, torej stavba kot taka in njena arhitektura in njena zunanjost in njena notranjost, ki je bila preurejena, tisti, ki se nam zdi, da je to vredno ohraniti, da se povežemo in poskušamo vse narediti, da se to ohrani. Mečkan podobno kot tisti kanalizacijski kanal, mečkan podobno kot garaža pod tržnico. Ja. Dobro, doktor Žiga Turk, hvala lepa za te komentarje, to je bil ta teden, pa bomo videli, kaj bo v prihodnje. Vsem, ki nas spremljate, hvala za pozornost. Nasvidenje.